Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o dobri karmi. Kaj sploh je dobra karma, s čim si ustvarjamo dobro karmo in o reviji Dobra karma. No, o tem vam bom pa pokazala, kaj vam zapovedati o reviji Dobra karma, ampak najprej pogledamo, kaj sploh je dobra karma. Prejle sem govorila z gospo Sonči, ki je odgovorna urednica pri tej reviji in so si prav pogovarjali o tem, kako se zdajle čistijo res najbolj temne zadeve, morebiti najbolj karmični odnosi, najbolj tiste zakoreninjene zadeve, tisto, kar imamo še zaščistiti. In tukaj nas naša karma, naša duša ne pusti primer, zaradi tega, ker se je naša duša odločila, da to predela v tem življenju in pika. In zdaj, seveda, ko se z nekom zataknemo v nek odnos, ki se verjetno vleče že več življenj, kjer se je zataknila karma, pomeni, da nekdo si lahko jemlje pravico, zdaj to jemlje pravico res dajem v narekovaj, da lahko nekomu dela slabo zaradi tega, ker se počuti ogroženega. In ko se počuti ogroženega, enostavno začne najprej kovati v svoji glavi razne scenarije in tako naprej. In dejansko toliko časa njegov bolan kuje nekaj, da je dejansko prepričan, da lahko drugemu povsem upravičeno naredi nekaj slabega. Vemo, da v Svetem pismu piše zob za zob, pa kamen za kamen, oko za oko, pa glava za glavo. Ne, to ne govori, ampak roka za roko. V glavnem gre se za to, da mogoče je res nekoč veljalo to, da se moraš maščevati. Ampak potem, ko je pa pred 2000 leti Jezus govoril o tem, o moči odpuščanja, in čeprav vemo, da je to nemogoč, da če ti nekdo prisoli klofuto, mu nastaviš drugo lice. To pa v današnjem svetu ne gre tako, ali boš kar stal, pa da te nekdo pretepa. Pač ne boš, Ampak ena stvar je, da to si lahko predstavljamo to karmo na ta način. Z nekom igramo teniško igro in teče. Igra teče in uživamo. In v taki igri človek z veseljem sodeluje. Dobro, jaz ne igram tenisa, ampak si predstavljam. Po drugi strani, če nam pa nekdo neprestano zabija žogico, neprestano, zmerom dobimo nizke udarce, lahko v enem trenutku rečemo, jaz se tvoje igre ne grem več. Pa ne, da boš v maščevanju pa užaljen, ampak jaz se tvoje igre ne grem več. In lahko izstopimo, vedno lahko izstopimo iz teh iger. Nam pa reka, da je enostavno izstopiti iz teh iger, ker ko se ujamemo v neko tako zagreto teniško igro, vemo, da ne izstopamo. Ponavadi ne, se oklepamo, ker bo že videl, kar bom že dokazala svoj prav in tako naprej. In seveda ustvarjamo sebi s tem slabo karmo. Vzhodna kultura, glede te karme, sploh hinduizem, je zelo strikten, oziroma oni imajo zanimivo verovanje, da recimo, če nekomu nekaj slabega povzročiš, se lahko v naslednjem življenju rodiš kot netopir ali pa kot kača ali pa kot hrošč oziroma kot nek plen. In da zato delajo dobro in osrečujejo druge ljudi, zato ker se v naslednjem življenju želijo utelesiti kot ljudje. No, jaz to ne verjamem, da je možno, da gremo v drugo vrsto. Verjamemo to, da je človeška duša neponovljiva in da to ni ista duša kot duša psa. Pač psi imajo svoje nebesa, mačke imajo svoje kraljestvo, pač imajo dušo, imajo to božansko energijo, ampak da je energija ljudi je prav posebna. In ta energija ljudi je dejansko mnogokrat okužena z energijo, ki se vleče iz enega v drugo življenje. Takole nadaljujem, video sem prekinila, ker sem vam hotela tole pokazati. Poglejte, to je energijsko polje človeka, kjer se nahajajo njegove misli. Se pravi, njegova aura, človeška aura je obremenjena ali pa osvetljena z našimi lastnimi čustvi.
Se pravi, bolj kot smo v čustvih ljubezni, sočutja, potem bolj kot skrbimo tako, ko imamo ljubečo prijaznost do drugih, bolj kot smo človeški, iskreni, več je teh dobrih oblačkov okrog nas. To so v bistvu kot neke skupki energije. Zdaj, če gledate kakšno risanko, vam je bolj enostavno razumeti. Po drugi strani pa, bolj kot smo obteženi s težkimi čustvi, bolj smo obteženi tudi z temi stvori svojih in tudi drugih misli. In v glavnem, temu se reče entitete. In zdaj, glejte, teli parazitki so skrb. Potem neiskrenost, pride takole kot neko cvrto jajce. V glavnem, to je iz knjige Pranic Healing, Practical Psychic Self-Defense for Home and Office. Se pravi, praktična samozaščita za dom in pisarno. V glavnem, in zdaj moramo razumeti, da te energijski stvori se nesejo naprej v naslednje življenje. Se pravi, če sem bila jaz v prejšnjem življenju zasvojena s cigareti, je velika verjetnost, da bom v tem življenju pač kadila. No in se vem, da sigurno sem imela to za predelati v tem življenju. Nekdo drug, če je bil v prejšnjem življenju alkoholik ali pa odraščal ob alkoholizmu, bo v tem življenju sigurno imel opravka z alkoholiki, zaradi tega, ker ima za predelati pač jezo na alkoholike oziroma tudi svojo potrebo po alkoholu. Pač vsak dobita svoje, tisto, kar pač potrebujemo, da naredimo svojo lekcijo naprej. No in zdaj, če gledamo prav recimo alkoholizem. Če ste poročeni z alkoholikom in ste neprestano jezni, mogoče imate za osvoboditi sebe, da pridete do te dobre karme, da enostavno sprejmete, da drugi ljudje delajo najboljše, kar znajo, mogoče da se osvobodite iz slabega, toksičnega odnosa, mogoče da zgradite ljubezen do sebe in ne dovoljujete več nobene zlorabe. Se pravi, imate ničelno toleranco do vsakršne zlorabe. Se pravi, ko vam nekdo zahteva od vas, da delate določene stvari, predvsem za ženske, preko osebnih svetovanj vem, da mnoge, ki imajo opravka z alkoholiki, ko je mož vinjen, dejansko pričakuje, da bo ona njegova kurba in da bo dobesedno dala noge narazen in da bo hopa cupa. In logično se jim upre. In to pomeni, da, glejte, ženske, vi, če želite zgraditi to dobro karmo, pač tega ne boste delali proti sebi. Vi ne morete tega delati proti sebi. Če vse v vas kriči, da ne morete več, pač ne daš nog narazen. Zato, ker se imaš rada. Zato, ker zdaj pa naslednja stvar, kar je za narediti, je pa za odpustiti vsem tvojim zlorabljevalcem. In če veš, da si vedno znova zlorabljena, imaš mogoče potrebo po zlorabi zadaj. No, glejte, vse to bom jaz učila v moji šoli, zdaj sem že skoraj tam, načeloma imam že datum, 1.12. začnemo in vse te zadeve, se pravi, odstranjevali bomo vzroke, tudi karmične vzroke za posledice, za življenje, ki ga živite. Gradili bomo novo samozavest, se pravi, osnovi, kaj bomo delali v tej moji šoli. Delali bomo zavestno ustvarjanje in spletna stran je zavestno-ustvarjanje.si in zdaj kaj bomo delali? Dobesedno iz tega, kako gre transformacija gosenice v metulja. Transformacija gosenice v metulja, ko se zabubi ta gosenica, se notri iz teh celic gosenice naredi juha. In gen, ki je odgovoren za to transformacijo, je prisoten tudi v človeškem srcu. Se pravi, bomo naredili vse v tej smeri, da zasije naša srčna čakra in da skozi to sočutno ljubezen, najprej do sebe in do drugih, naredimo notranji preporod in zgradimo toliko samozavesti, da pridemo do tega, da lahko iz svojega potenciala nenazadnje tudi živimo. Da počistimo toliko svoje vzorce, da naši otroci ne bojo več imeli težave z nekimi vzorci, kar jih imajo za predelati. No in zdaj pa pojmo na dobro karmo. Revija Dobra karma, zdaj jo že lahko dobite. Jaz sem toliko ponosna,
hvaležna, še bolj hvaležna kot ponosna, ampak hvaležna za to, ker se je gospa Sonči odločila, da da na sredino moj intervju. Tako da v glavnem tukaj je moj intervju na sredini in naj se skozi vas uresniči božanski načrt, je naslov. In potem opisuje, tukaj govoriva o mojem delu, to, kar delam in recimo, nam lahko te osebnosti na kratko opišete. Na kratko ne bo šlo. No in v glavnem, razlagamo o čakrah. Naša prva osebnost je povezana s korensko čakro in definicijo, kdo jaz sem. Prva osebnost, ki nima zgrajene svoje vrednosti, si govori, joj, kako sem neumna, ali kakšen štor sem, ali grda sem, zguba sem in tako naprej. A nismo vse to poslušali v mladosti? Tako ima lahko naša prva osebnost velike težave s samozavestjo, postavljanjem mej, pohlepom, nevoščljivostjo, škodoželjnostjo, preračunljivostjo ali ljubosumjem. In prav oseba, ki ima načeto to prvo čakro, korensko čakro, in ima težave z ljubosumjem, se pravi, ima zadaj strah pred tem, da bo izgubila varnost, ima strah pred tem, da bo izgubila mogoče moža, in zdaj ona mora tega moža privezati na sebe in vse prasice odegnati stran, potencialne, tiste, ki bi lahko odzele njenega moža. In seveda, ker si skuha v glavi tako močno zgodbo in je tako močno obremenjena ta njena prva čakra glede preživetja in s tem, da bo sama, je pripravljena stopiti tudi na temno stran, da pač pride do svojega cilja. In kaj se zgodi? Taka oseba si ustvarja slabo karmo in se bo vrtela in ciklala iz enega življenja v drugo življenje, v tretje življenje in bo imela po novi vajo. In potem nekateri ljudje rečejo, pa kaj sem toliko slabega naredila v življenju? Ne vem, mogoče se pa učiš neko lekcijo, mogoče kaj spustiti, mogoče kaj zgraditi, mogoče kaj predelati. A veste, vsi imamo lekcije. No in potem gremo naprej. Naša druga osebnost je povezana s spolno čakro in s tem, kako gledamo nase kot na spolno bitje. Naša druga osebnost gleda na svet skozi prizmo prepričanj, kot so spolnost je umazana, bojim se spolnosti, bojim se spolne zlorabe. In naša druga osebnost je tudi povezana s tem, da jaz kot ženska moram, zdaj če je to moj program, mojega moškega privezati nase, da nobena drugega ne dobi. Ker glejte, kaj je ljubezen? Ljubezen je, da če imaš nekoga res rad in če veš, da bi bil ali pa da si želi biti nekje drugje, mu daš popoln blagoslov in mu želiš srečo. To je ljubezen. Vse, kar ni ljubezen, je lastništvo, je preračunljivost, je na en način zloraba in tako naprej. No, potem naprej. Naša tretja osebnost je povezana s popkovno čakro in z možnostjo stabilnega izražanja samega sebe. Tretja osebnost, ki ima nakopičena čustva na predelu popka, ima visok krvni tlak, počuti se preobremenjeno, pogosto se razjezi. Ob vsaki malenkosti v stresu je neorganizirana in zmedena. In to bomo čistili v moji šoli. Tretja osebnost je preobremenjena, če ji ne uspe prerezati energijske popkovine starši in otroki. Če je mama, na primer, razočarana nad otrokovim življenjem, z nenehnim ponavljanjem misli razočaranje otroku, v energijskem otroku v energijsko polje otroka pošilja polje molitve, ki je prežeto z njeno vibracijo razočaranja. In poglejte, in ta vibracija, recimo, jaz nisem razočarana mama, ampak recimo, da je vaša mama razočarana nad vašimi odločitvami. Ona mogoče moli za vašo ozdravitev, da boste končno prišli na zdravo pamet in da boste končno se spreobrnili in tako naprej. Ampak njena vibracija je razočaranje in ker je razočaranje, v vaše polje, predvsem preko popka, vnaša neprestano te misli, zdaj smo pa spet pri tej knjigi, te entitete
razočaranja in ste v bistvu na nek način ves čas podložni tej mami, na en način imate občutek, da morate ali zbežati stran od mame ali pa jo na nek način osrečiti. In seveda pa pride v vaše polje en kup telih stvorov, ki so nizke energije in vi to občutite mogoče kot težavo s prebavo, ves čas vas zvija v želodcu, imate težave z visokim krvnim tlakom, lahko z nizkim krvnim tlakom in tako naprej. V glavnem, preberite to in še kup drugih dobrih nasvetov je tukaj noter v tej reviji. Jaz sem vesela, ker ta revija širi svetlobo, širi prav svetlobo med ljudi, širi možnost ustvarjanja dobre karme. Tako da, mogoče eno tako povabilo, glejte, horoskop in vse ostalo, v glavnem v reviji Dobra karma. Tako da v glavnem, to je to. Mogoče za konec, če povabilo, kliknite na zavestno-ustvarjanje.si, tam boste najdeli več informacij o tem, kaj bom učila v polletni šoli. In se res veselim, ker vem, da preko tega bom res dala tistim ljudem, ki želijo korak naprej narediti, počistiti korenine družinskega debla, počistiti vzroke, zakaj se jim dogaja to, kar se jim dogaja, da bojo lahko naredili korake naprej in da zaživijo srečno, zdravo in uspešno življenje. Ampak več v naslednjem videu, kjer bom nekaj bolj podrobno razložila vse skupaj. Tako da, a gremo še na eno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo, kaj nam stvarstvo sporoča za vse vas stare duše, ki ste na potovanju skozi življenje. Kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno sporočilo? To so karte prehod v novo dobo, da vidimo 3 sporočila za vas, tisto, kar je ta trenutek za vas res pomembno. Grlena čakra. Čas je, da svobodno začneš izražati svojo resnico, ker ti si resnica. Ta karta je povezana s tem, da razumi, da imaš zelo močno intuicijo. In ta tvoja intuicija je jasno zaznavaš sporočila in zdaj jih še izrazi. Ne misli, da si nora, ne misli, da se domišljaš v glavi, da ti dela na ful fantazija. Mečkam bolj si zaupaj, uporabljajte mišični test, da boste videli, kje je za vas res resnica in naslednja stvar, čaka vas nova pot. Dovoljujte, da končni rezultat preseže vsa tvoja pričakovanja, vsa vaša pričakovanja. Nahajate se na pravi poti. No in zdaj bom še to sporočilo naprej prebrala, karta 46 je to, da vidimo. Upaj si narediti korak v neznano, upaj si premagati svoj največji strah. Zaupaj, da te stvarstvo podpira. Si na preizkušnji. Ali zmoreš izpustiti vse staro in se podati v neznano? Ali zmoreš predati vse, na kar si navezana? Varna si tukaj in zdaj. Vedi, da je zate vedno poskrbljeno, ker tebe podpirajo vse svetle sile. Tako enostaven je. Vem, da zveni enostavno, vem, da ni enostavno. Sama sem ravno tako na poti skozi življenje kot vi, ravno tako mene življenje pošteno šola, ravno tako vam je sama kakšno lekcijo za narediti in ja, jaz sem prepričana, da nobena stvar ni za manj in ko neko lekcijo naredimo, dobimo neko znanje, vedenje in s tem znanjem lahko nekomu drugemu podamo roko. Se pravi, je za vsako stvar zadej božanski namen. Tako da to je moje sporočilo, uživajte, vse dobro in predvsem ne pozabite na to, da vsaka ljubezen se vedno začne s tem, da imate sebe radi. Tako da mogoče vsakič, ko greste mimo ogledala, si povejte, rada sem vam, rad sem vam, ponosna sem nate, ponosen sem nate. Pač sami sebi moramo dati to, kar mogoče niste slišali kot otrok ali pa mogoče nikdar v življenju. Ker če vi tega sebi ne boste dali, kdo pa mislite, da vam bo dal? Tako da uživajte, vse dobro vam želim in naj vas pri vašem potovanju podpirajo vse svetle sile.